400 gramov. To je priporočilo za minimalen skupen vnos sadja in zelenjave dnevno za povprečno odraslo osebo. To se ti mogoče zdi majhna količina, mogoče se ti zdi velika, v vsakem primeru pa si dajva pogledati, kako to izgleda v praksi. V jutranji obrok lahko recimo daš 80 gramov borovnic ali drugega jagodičevja. Seveda je lahko ali sveže ali zamrznjeno. Potem pride na vrsto malica, pri kateri lahko zraven jogurta ali proteinskega pudinga poješ banano, jabolko ali kak drug kos sadja. Nekaj takega, kot lahko vidiš tukaj, je zelenjavna priloga pri kosilu, pa tukaj je opcij res veliko, ne rabi biti nujno ta kombinacija. Pa recimo, da za večerjo pojemo še eno celo narezano papriko. In to je to, niti približno ne morava reči, da sta sadje oziroma zelenjava dominirala kakšen ta obrok v celoti. Je pa tako, da se zadosten vnos sadja in zelenjave ne bo zgodil lih po nesreči, treba je za to poskrbeti. In ne, seveda ne rabiš tehtati vseh teh živil, lahko pa enostavno slediš načelu, da je v vsak obrok smiselno vključiti vsaj eno pest zelenjave oziroma sadja. S tem vneseš veliko mikrohranil, veliko prehranskih vlaknin, tudi nekaj vode, hkrati pa poskrbiš za sitost. Če bi jaz moral podeljevati zlato medaljo za kakšno lastnost posamezne skupine živil, bi zelenjava in sadje ziher dobila zlato medaljo za velik volumen, za zelo malo kalorij. V tej kategoriji jo enostavno nobena druga skupina živil ne more premagati. Ajde, gremo jesti dovolj sadja pa zelenjave.